Letošnje leto bi morala potekati slovesnost ob 79-letnici padca Pohorskega bataljona, ampak je tako kot lani bila prireditev odpovedana zaradi epidemioloških razmer. Vendar pa to ni ustavilo številnih obiskovalcev, ki so se prišli pokloniti padlim borcem Pohorskega bataljona. Priti na to prireditev je v bistvu, povedati moram, spomin na mojega očeta, borca Prešernove brigade, spomin na mojo družino, ki je v drugi svetovni vojni dala skozi grozote izgnanstva v Nemčijo. Z današnjo prireditvijo smo na najlepši možen način počastili Pohorski bataljon, junake, ki so v bistvu dali svoja življenja za našo svobodo. Razmere v tej državi vsekakor postajajo z dnem v dan bolj čudne in z velikim pričakovanjem pričakujem volitve konec aprila. Mlade, nove generacije, ki prihajajo, poglejte si zapise, poslušajte ljudi, spominjajte se in ne pozabite. V slovenskem prostoru določene opcije in skupine negirajo narodno-osvobodilni boj. Zadeve ne razumem, nikoli nisem razumela in nikoli ne bom razumela. Ne sprejemam trditve, da je partizanski boj bil samo revolucija, ker to preprosto ni res. Stanje in spremenjene razmere proslavljanja in obeleževanja padca Pohorskega bataljona je povzel gospod Borut Krudar. Ne vem, kaj mislite o spremenjenih razmerah. Prve spremenjene razmere so bile že leta 1991, po prvih večstrankarskih volitvah, kjer smo se zbrali bivši pripadniki ali pa pripadniki teritorialne obrambe v uniformah in nas je bilo 6 na prizorišču bataljona. Že takrat so bile problemi uniforme, ampak smo se zbrali. Danes je ta za mene prireditev potekala idealno glede na razmere, ki so zdravstvene. Ni bilo nobenih problemov, bil je v bistvu en velik sprehod, velika pieteta na samem prizorišču. Nobenih konfliktov, nobenih spopadov. Jaz mislim, da smo ravnali vsi odgovorno in se mi zdi povsem nesmiselno, da je bila prireditev 3 dni pred dnevom odpovedana. Kakšen je pomen te prireditve? Izjemno velik, ne samo te prireditve, to je Pohorski bataljon, ki je padel leta 1943, je dal vzgon, čeprav je bil to najprej velik šok, ampak vzgon, da se je to gibanje partizansko nadaljevalo do v bistvu končne zmage. Če pa vi zdaj gledate, da prepovedujemo to, da so na tem mestu življenja pustili Šarh, oče, njegovi 3 sinovi in 64 borcev in da zdaj tega nekdo ne priznava kot del slovenske zgodovine in prepoveduje našim praporščakom udeležbo na državnih proslavah, se pa ti ljudje so imeli rdečo zvezo za to, da so bili razpoznavni, ker so to morali biti, drugače bi obravnavali kot teroriste. Zakoličili so meje države, ki ni niti za centimeter zdaj večja, ko je bila takrat, ko je partizanska vojska osvojila. Mi smo imeli po 45. letu, ne glede na vse dogodke, svojo socialistično republiko Slovenijo, ki še Slovenci niso imeli nikdar svoje republike. Takrat so jo pa imeli. Zgodovinski dogodki v času druge svetovne vojne in v času po drugi svetovni vojni ostajajo predmet debate različnih pogledov na tisti čas. Rešitev, da priznamo zgodovino taka, kot je bila, o zgodovinskih dejstvih se nimamo kaj pogajati, ker gre v bistvu za dejstvo, ampak to ni samo v Sloveniji. Vi poglejte, mi v Evropi ne vemo, je bila kapitulacija Nemčije 7. ali 9. maja 1945. In potem se ti problemi vlečejo skozi. Zato, ker je enkrat so kapitulirali pred Eisenhowerjem, nemški Wehrmacht, in drugič 9. maja v Berlinu pred Žukovom, drugi del Wehrmachta. Kaj to je torej zdaj prav? Vse smo od tam do sem prihaja ta zmeda. Na prireditvi se vsako leto zbere več 100 predstavnikov veteranskih organizacij, nekdanji borci ter predstavniki družbenega in političnega življenja, pa tudi pohodniki. Gospod Jože Gašparič. Ja, mi se nismo prilagajali tem pogojem. Vemo, da je bila prireditev odpovedana. Bali smo se celo, Rošani smo tempirali prireditev na uro, ki je bila objavljena na 11. in smo tudi na
tak termin gor prišlo je tudi cirka 50 pohodnikov iz Ruš in smo jih mogli malo čakati, tudi šarhi so prišli zadnjo minuto. Moram reči, da ne glede na to, ali je bilo odpovedano ali ne, poklon padlim je bil na nekem nivoju in tako bom rekel, da rajši vem, da je 100 ljudi, ki pridejo z srcem pa z nekim odnosom do, ko pa da pride 2000 glava množica, se kameram in photoshoppingu nastavljati ob volilnih letih, tako je letos. Letos bo tega polno, ker mrgoleli bojo. In tisti niso naši, tisti so kao naši. Tradicionalni gost vsakoletne prireditve je bil tudi predsednik Borut Pahor, ki je položil venec k spomeniku partizanov. Z njim smo pa kontaktirala, sem tudi na Tele1 povedal, da ne more eden, ki je polagal domobrancem venec pred enim tednom in imeti govora na Pohorju, ker na Pohorju strani podpohorskih vasi, kar Ruše bilo, ni zaželjen. Zgodilo se je to tudi na Poljanah, ko je Pahor imel govor, so ga njegovi rojaki, Primorci, izžvižgali, pomagali smo pa vsi ostali. In bi se to tudi pred 2 letoma zgodilo tu, je večeru bil članek, ga je Kajzer dal, ko smo jaz komentiral, da je bil, celo smo klicali na kabinet predsednika vlade, države, da naj se opraviči tu v imenu države padlim junakom, Pohorcem. Zakaj? Zato, ker je gospod Načkov Zore dal takšno izjavo, da je bilo za bruhat, in sicer je rekel, da so bili pohorski borci v Gracu pokopani z vojaškimi častmi. Res, da jih je pokopala vojska, ja, to pa je res. Samo ne vem, če so bile ravno vojaške časti, kremirani so bili, ne. In da se zna zgoditi, Pahorju je pisalo v večeru, da ga bojo izžvižgali. To sem jaz potem naredil, 8. sem šel od avtobusa do avtobusa, ker smo Rošani imeli 4 avtobuse, in sem rekel, naj tega ne počenjamo, da smo se prišli pokloniti padlim, ne pa poslušati Pahora. Obrnite se v stran, pa ga ne rabite poslušati, bodimo pa dostojni, ker je vseeno predsednik države, če ravno ni naš predsednik. Kaj je bistveni pomen takšnih prireditev? Ohranjanje tradicij NOB je pa za mene najbolj sveto in svetlo poglavje v zgodovini. Meni bom tak dal, zdaj sem tak dal komentar, da Aleksander Veliki za mene je bil sicer je našega rodu celo, makedonskega, ampak za mene nič ne predstavlja, pa je od njem 2 uri v učbenikih osnovne šole, od NOB-ja pa ni nobene minute, nobenega poglavja, nič. To je sramota v take države, da ne zna ceniti svoje zgodovine. Narod, ki ne spoštuje svoje zgodovine, je obsojen na propad. Pohorski bataljon je bil ustanovljen septembra 1942. Konec decembra se je premaknil proti Osankarici, kjer se je uredil zimski tabor. Prve dni leta 1943 so ga odkrile nemške sile. 8. januarja pa ga je obkolilo okoli 2000 nemških vojakov. V boju je umrlo vseh 69 borcev bataljona. Padlim borcem se je poklonil tudi poslanec v državnem zboru, gospod Dejan Židan. Sam se že od malega, torej ko sem bil že otrok in sedaj tudi, ko imam več let, udeležujem in spoštujem tako pohorski odred, kakor tudi Šarhovo družino. Imam celo srečo, da smo za Šarhovo družino družinski prijatelji. To so pravi pohorci, ki takrat, ko je bilo treba stopiti na stran slovenskega ljudstva, so tudi kot enotno stopili in na žalost dali tudi svojo kri in svoje žrtve. In zakaj hodim? Zato, ker je potrebno spomin obujati. Mi nočemo, da se tedanji čas ponovi. Ponovil pa se ne bo samo v primeru, če bomo ohranili spomin, kaj se je takrat dogajalo, kdo je stopil na pravo stran in kdo nažalost tudi na napačno. Vse poznate, jaz sem Prekmurec, ki živim že več kot 30 let v Murski Soboti, tukaj imam družino, sem pa tudi Štajerec. Izviram iz Rač pri Mariboru in tam je za nas Osankarica, Trije kralji in pohorski bataljon bila tista točka, preko katere smo razumeli, zakaj je včasih potrebno zbrati pogum, stopiti v korist svojega naroda in se tudi izpostaviti.
izpostaviti. In če pogledamo v bistvu pohorski bataljon, družino Šarh, recimo kot najbolj izpostavljen del pohorskega bataljona, oni so v nekem trenutku spoznali, da ko je potrebno stopiti na stran svobode in enostavno povedati, okupator je okupator, okupator in njegovi sodelavci niso naši. Oni želijo, da slovenski narod, slovenski jezik izgine in zato se bomo borili proti temu. Jaz dejansko želim, da ta misel, ta pogum ostane v naši zavesti in da se ves čas mi tudi tako obnašamo. Mi ne smemo biti hlapci, mi ne smemo takoj skloniti glave, ko na nas pritiskajo, bodisi iz Madžarske ali katerekoli druge strani. Mi imamo svetlo prihodnost, znali smo se postaviti na svoje noge in mi smo Šarhu in ostalim to dolžni tudi za naprej. Pred skoraj 80 leti so v pohorskem snegu bležali mrtvi vsi borci pohorskega bataljona. Največjo izgubo je trpela družina Šarh. V boju so zraven očeta junaško padli njegovi 3 sinovi, 16-letni Lojzek, 14-letni Pepček in 12-letni Vanček. O poteku boja ni podatkov iz prve roke, saj nihče od borcev ni preživel. Toda pisna dokumentacija takratnih okupatorjev zgovorno priča, da so se partizani junaško uprli nemškemu vojaškemu stroju.